Pa smo nazaj z Ninom Klemenčičem, svetovnim popotnikom, ki nam danes opisuje Peru. Kje smo ostala? Še vedno smo v Peruju. Okay. Zdaj gremo pa malo stran, prej smo v mestu Nazca, zdaj gremo po mesto Pisco, pa sploh ni daleč narazen. Mislim, da bo zdaj se najprej spet ena zadeva, ki je zanimiva. Ne? Namreč, doskrat tudi sam uspeljem kakšne ljudi kam, ne? Pa najraje sploh ne razlagam, kaj dosti, kako je bilo nekoč tam. Ja. Ker jim je pol žal, da niso tistega videli, ker je zdaj že dosti bolj pokvarjeno marsikaj. Tudi tiste mrliče v puščavi, sicer so malo srhljivi, ne? Ampak je pa zanimivo bilo tisto, ko so pač šoferji to delali. Ne? No, se pa vse že tako nekako sterilno, pa za špahcami, pa streha čez narejena, pa tako naprej. Ne? No, ena od zanimivosti v Peruju so potem otočje Ballestas. Za Galapagos si verjetno kdaj slišal, za Ballestas pa ne verjamem. Ker je razen tistih, ki so pač sami šli v Peru, je pa precej podobna zadevščina. Otoki, ki so precej daleč stran od obale, prekriti z guanom, veš kaj je to? To je ptičji drek, po lepo slovensko povedano, ki ga je pa nekaj metrov in je najboljše gnojilo za ne vem katere poljšine vse. In ga kopljajo na veliko in izvažajo. Namreč tisti ptiči v glavnem jejo ribe so pa spet polne fosforja. Tisti guano se pa nabira, ptičev je pa tako fantastično velik, da česa tega pa še nisem videl nikjer na svetu. Dobesedno, ko mi vidiš, ne bo, toliko je v zraku. Ne? In zdaj, če rib je velik, žrajo jih velik, prebavljajo tudi, tako da tistega guana novega se nabira kar velik in ga še vedno nabirajo ravno po teh otokih, ki so res polni ptičev. Tako da je eden od glavnih izvoznih artiklov bilo nekaj časa. Posebno za kakšne take cvetličarje, ki so imeli kakšne posebne rože, pa jih je bilo treba s čim posebnim gnojiti, pa tako naprej. Tudi pri nas dobiš ta perujski guano. Predvidevam, da je ful drag, ne? Ja, povsem siguren ni. Če ga je treba tam nakopati, pa samo pripeljati, tako greva kar pogledati, pa bo še potem kakšno rekla. Kam gremo najprej. Se pravi, še enkrat ponovim za tiste, ki prejle niso poslušali, da smo začeli na zahodu, tam sva zdajle v Peruju, tam, ki so na levi strani. Na desni strani je pa potem Brazilija. Na začetek bo še pogledala eno od zanimivosti tega kraja, kjer so bila prejle. Tole ne verjamem, da bo kdo pogruntal, če ne ve. Tukaj se pridobiva zlato, ne boš verjel. Sicer imaš takele kamne, po katerih potem poskakuje levo, desno tale možakar, ki ga gledamo. Spodaj je voda, v vodi je pa živo srebro. In tisto živo srebro je pač kovina, ampak v tekočem stanju in je nekaj podobnega, kot da bi eno kovino stopil, pa potem drugo raztapljal v njej. In zaradi tega, ker je v tekočem stanju, raztaplja zlato, ki je v rudi in pobira ven iz kamna zlato, pravzaprav, tisto živo srebro. Zanimiva zadeva, ne? Tako da oni imajo rudo, v kateri je precej velik procent zlata in na ta način potem ga pridobivajo. Tole tukaj je pa zdaj ribiška vas, ki se imenuje Ballestas oziroma Huacachina, blizu mesta Nazca. Mi smo se pa ravno kar z eno od takih ribiških bark odpeljali mimo teh pelikanov in vsega tega. Skratka, zgodaj zjutraj ni v puščavi, ni tam, to je puščava okrog, ne? Ni tam v pristanišču skoraj nikogar, kakšen ribič tam, pa zelo malo drugega. Tukaj na teh kamnih vidiš precej ptičev, zdaj čez nekaj časa bomo pa zagledali še kandelabro, to je pa tole, kar zdaj gledava. Vidiš tam na hribu narisan kukern kandelabr, kukern svečnik. Spet ne vejo, kaj je to. Ne? Lahko je spet nekaj predzgodovinskega. Ena varianta je pa tudi, da so srednjeveški pirati narisali to zato, da se lažje orientirajo, kje imajo svoje skrinje polne zlata. Ne? Tako da, če greš tja, pa malo kopleš, boš mogoče najdel tisto skrinjo, ki so jo oni tam označili. Tukaj so pa ljubezenski tuneli, ali kako? Tole so pa tuneli, pač tisto barko so se zdaj peljali kar nekaj ur daleč sem, kjer smo zdaj in je tale res prav nenavadno, kakšna obala, fantastična, to so cele dvorane pod zemljo. Naša barčica pa precej majhna. No, če pa danes prideš tja, boš pa kot prvo videl 50 parkiranih avtomobilov, oziroma avtobusov večinoma, 100 prodajalcev v svojih kučicah tam na obali, ki prodajajo vsak svoje dragocenosti. Vsakih 15 minut hitro gliser zašiba proti temle otokom, ki jih pravkar gledamo. Skratka, svet se razvija včasih tudi v negativno smer. Tako da tale globalizacija je precej obupna.
Še to nismo povedali. Leta 1991 je bilo v Peru zelo nevarno iti, ker je tam rovarila ena skupina, ki se imenuje Sendero Luminoso, ki so zelo radi pobijali tujce. In sva na eni točki, ki sva potovala gor po Altiplanu, sva se morala vpisati v eno knjigo in sva videla, da ta zadnja dva sta vpisana v tisto knjigo pred enim mesecem, dva Španca, še pred tem sta bila pa še kakšen mesec pred dva Šveda, drugače pa nobenega ni bilo tukaj tujca, samo domačini. No, tukaj je en del obale še celo poln morskih levov. To sva gledala na Diasu enkrat, če se spomniš. No, tukaj je zdaj še posnetek, sicer ta čovn tako premetava, da je težko kaj pametnega posneti. Zdaj v teh gliserjih, ki so pa danes, je pa precej lažje. Sem potem še parkrat bil tam, pa imam tudi novejše posnetke, pa bo tiste tudi kdaj pač pogledala. Ampak za danes naj bojo tele, ki so najstarejši in so že rahlo zgodovinski. Skratka, kot prvo tele morski levi, potem eni pingvini, Humboldtovi pingvini, če se prav spomnim, ja. Pa 1000 ptic, pa skratka, taka zanimiva zadeva, zelo slikoviti otoki, skozi dvorane, pa skozi tunele se peleš, tako kar priporočam, ki bo tja hodil. Vmes smo dobili še en klic in sicer gospod si je zaželel akordi, hočeš nočeš, tako da bomo zdaj tole spustili, pa prijemo nazaj.